Spoštovane gledalke, dragi gledalci, hvaležen pozdrav in dobrodošli v oddaji. Ja, sreda je in zopet je čas za čajanko za dušo. V prejšnji oddaji smo o intuiciji že govorili, danes pa bo govora o kako z intuicijo do denarja. Obeta se nam zanimiva tema z našo gostjo, zato vas vabim, da ostanete v naši družbi. Ja, sicer pa kdo med nami si ne želi več denarja? Mogoče tudi obstajajo takšni ljudje, ki imajo pri tem blokado ali jih kaj ovira, in če obstajajo, ali je možnost, da se to odpravi? Tudi o tem bo govora in z našo gostjo Aleksandro Winkler-Drole, ki jo v tem trenutku prav lepo pozdravljam. Pozdravljena. Bova govorili tudi o tem, kakšen je naš resnični odnos z denarjem, kako si zastaviti finančni namen in kakšno vlogo ima pri tem intuicija. Aleksandra, še enkrat dobrodošla v naši oddaji. Hvala. Seveda se že veselim ob tem nedobrem čaju najinega pogovora. Sicer pa, Aleksandra, so ljudje, ki dejansko ne želijo, da bi imeli denar? Ja. So. Neverjetno se sliši, ker kdo bi se branil denarja, ampak tlele, v moji stroki, ko to raziskujem, da lahko pomagam tudi to ljudem razrešiti, rečemo razbistriti, očistiti, odpraviti, obstajajo ljudje, ki jim je imeti več denarja greh. Se pravi, to je nekje shranjeno na njegovem dušnem spominu. In pa seveda to ni prav, ne? To je neka blokada. Ja, in tak človek nikoli ne bo mogel več zaslužiti, imeti boljše službe, ohraniti denarja, ker na podzavestni dušnem nivoju govori sporočilo, ne zaslužiš si, nisi dovolj dober, bogati ljudje so slabi ljudje in tako naprej. Dosti je teh vzorcev, programov in prepričanj in to ni na zavedni ravni, malo kdo se tega zaveda, razen če mu pomagam osvestiti. No, in kot ste že omenila, pri tem lahko posameznikom tudi pomagate. Na kakšen način? Ja, zdaj tukaj trenutno, govorim, v tem obdobju, je možnost preko spletnega programa, kjer lahko posluša na mobitelu, na plaži, kjerkoli, na morju, doma, na vrtu, posluša ta program, spletni program, da osvesti, in ko osvesti, pridobi ta klik, aha, saj to delam narobe, ta miselna oblika mi ne ustreza, jo zamenjam za drugo in pri sebi testira. Čeprav bomo tekom te oddaje, ki je sicer kratka, a ne, to je pol ure, pomagali, marsikdo bo tlele za domačo nalogo že osvestil, ampak tega je zelo veliko in je 6 lekcij traja celoten program, tako da tisti, ki bi bil res navdušen, lahko pa, če še vedno dvomi, če se še vedno boji, pride tudi na brezplačni webinar, kjer se ena na ena v zaprti skupini več bolj odkrito lahko pogovarjamo. No in seveda v življenju moramo biti organizirani, moramo planirati, predvsem pa je to bistveno pri financah in pa naložbah. Vi sicer niste v tem, v ekonomiji, v financah, ampak ste v ezoteriki in v metafiziki, ampak vseeno, kakšen okvir v bistvu predlagate posameznikom, da pridejo do boljšega finančnega stanja? Lahko to poveste in pomagate našim gledalcem in gledalkam? Se pravi, nisem strokovnjak za ekonomijo, nisem finančnik, ne dajem finančnih nasvetov, ampak ker je denar energija, ker je vibracija, ker tudi mi intuitivno lahko začutimo, kaj je zapravljanje, kaj je naložba, kar je zate zapravljanje, zame naložba, ali pa obratno. Recimo bova pol o tem, kaj več povedle, nismo vsi enaki in v tem kontekstu je pomembno planiranje. Vsi imamo finančno intuicijo, več ali manj razvito, tako kot imamo vsi intuicijo, kar smo govorili v prejšnji oddaji. Je pa tle odvisno, kakšen je bil štart duše. Mnoge duše so v prejšnjih življenjih, inkarnacijah živele v zelo hudem pomanjkanju, ker so si nadele program
denar imajo samo, denar dela slabo ljudem, se pravi jih pokvari. In ko se to očisti, si človek zastavi določen finančni namen. Ta finančni namen, ponavljam, naj bo realen. Se pravi, V okviru naših zmožnosti in znanja. In znanja. Se pravi, širimo dejavnost, dodamo nov hobi, poskušamo zraven obstoječe službe, ne vem, pridelovati zelišča, za vikend lahko kdo poje, če obvlada glasbeni inštrument, ženske lahko prodajajo klekljanje. Se pravi, ali pa moje, te, kaj jih jaz učim, moji tečajniki tudi že prodajajo svoje znanje, jim gre nekaterim kar dobro, tisti, ki bolj pridno delajo. Se pravi, mi si zastavimo finančni plan. Se pravi, to po domače pomeni točno številke. Če zaslužiš 1000 evrov, govorim na okroglo, bi si zadal za cilj, da bi zaslužil 1200. In potem začneš ustvarjati vibracijo, kaj bi mogel narediti, da bi tistih 200 prišlo v moje življenje. Je pa pomembno, da si določimo, ne da bi imel več denarja, ampak 1200 evrov hočem. Ja, in eno je, želim si boljše plače, boljšega zaslužka. Ko govorimo o željah, naše želje so komilni mehurčki, tisti, ki lepo, tako vse lepo, ko bi bilo lepo, če bi jaz to imel. Ko je pa treba akcijo, ko pa človek nekoč sam sebi reče, hočem, ne želim. Ko začne celo telo vibrirati s to hočem. Tako, ko hočemo iti na dopust, hočemo ali bi sam si želeli. Se pravi, če ostane želja, ne reagiramo. Potem, ko začne celo telo, se pravi tudi mentalno in eterično, vibrirati s to hočem, energijo, gre do zakona privlačnosti. Po zakonu privlačnosti se pojavijo, bi se rekli, ko po čudežu, neke okoliščine. In ljudje. Ja, lahko je ta nek splet okoliščin, recimo srečamo nekoga, ki ti reče, a bi ti prišla v našo oddajo, naprimer, ne? Ali pa se spomni čez eno leto, lej, takrat sva se videle, pa se nisva zmenile, a bi se lahko zmenile zdaj. Se pravi, ko nek klik se zgodi. Lahko greš v bar, da boš spil kavo, vzameš en časopis, ki ga v življenju ne bi kupil, gledaš, bereš oglas, evo, rabijo tak nekoga za honorar. Se pravi, ko ti moraš ustvarjati, da si privlačen. Privlačnost ustvarjaš z jasnim namenom. Jasen namen ni, če hočeš iz 1000 evrov presti na 2000. In takole, od danes do jutri je treba postaviti realen časovni okvir. Ko smo dotle prišli, postanemo privlačni. Od tega, ko postanemo privlačni, pride neka ponudba, neka ideja v naše življenje. Od tega momenta dalje je potrebno reči življenju ja. Je treba začutiti lahko človeka, ki ima intuicijo, zavede ego. Ego rad nagaja. Ego rad navaja, joj ne, jaz nisem dovolj dobra za pred kamero, nisem dovolj dober govornik, nisem dovolj In če ne poskusiš, tudi nikoli ne postaneš dovolj dober. In tudi ne veš, a si dober v tem, če ne poskusiš. Ja, sam jokaš in gledaš, kako pa drugi uspevajo, ti si pa takole. In zopet samo želiš. Želiš in ostane pobožna želja, da bi mi nekaj padlo z neba. Potem je treba reči življenju ja. Jaz vem, po izkušnjah in teoriji, da je lažje reči ja slabim odločitvam kot dobrim. Samo pomislva, kaj bi danes kuhali večerjo, delali podpekot, kako smo prej se hvalili, kaj smo dobro jedli, ali bi naročili kar pico. Se pravi, lažje je naročiti kar pico, ko pa pripraviti sam vse jedi. Ja, sigurno. Ampak mislim, da bi bilo bolj zdravo, če bi sami to delali, da bi bila boljša odločitev. Se pravi, mi imamo dobre izbire in slabe. Lažje je sprejeti slabo odločitev v življenju. Bolj enostavno je. Bolj enostavno je jesti sendvič, ko pa skuhati tako kvalitetno kosilo. No in tu dejansko dobre stvari investiramo, dejansko slabe stvari pa zapravljamo. Zapravljamo, ja. In dejansko pri dobrih hrani, se pravi telo
v telesu investiramo, Ja. Če pa kupujemo sladkarije in te stvari pa Škodljive dejansko stvari. škodljive snovi in zapravljamo. Kako je s tem? Se pravi, pri denarju, pri intuiciji moramo ločiti eno stvar. Eno je investicija, eno je zapravljanje. Zdaj, tukaj smo vsi logični ljudje. Logično je, da če če imamo zdravo hrano, bo to dobra naložba za naše telo, če pa škodljivo, pač škodljivo. In pri denarju isto. Ampak mi še zmerom tle nismo vsi enotni. Recimo, če čistko pomislim, ker je denar izmenjava energije, medij, se pravi transformacijski medij, recimo, kaj bi rekli, a je frizerka, make-up, obleke, a je to zapravljanje ali je investicija? Po mojem investicija. Ja, za naju. Za naju, ker naju gleda cela Slovenija, pa reče, poglej, kako so lepe. Pa ker tudi vibrirava, se pravi, če si zadovoljen z enim nakitom, z enim svojim stilom, s pričesko, izžarevaš neko radost, veselje, zadovoljstvo in tak človek je privlačen za uspeh, tudi za finance. Tudi za finance. Neverjetno. Postane privlačen. Ljudje ga rajši od njega, ki kupijo. Vse vemo, kako izgleda trgovka, branjevka, ki je vsa dobre volje, ali pa ena, ki je tam tako kislo. Ni privlačna. In zapravljanje pa je, če nekdo, ki kupuje obleke, ampak jih ne potrebuje, jih ne obleče, se mu kopičijo v omari, mu povzročajo skrbi in še nekaj je. Tlele so ljudje, ki občutijo konstantno krivdo. Se pravi, kupi nekaj in pol mu je žal. Ali pa se počuti krivga. Joj, zakaj sem mogel jaz, recimo, kaj mi bo mož rekel, ko sem toliko zapravila za... Slaba vest. Ja, ampak to je krinka, to ni res, slabo vest bi mogli imeti takrat, ker res nekaj hudega pa slabega naredimo. Ampak te imajo slabo vest, ki jo ne bi smeli imeti, recimo. Če je občutek krivde ali pa kakršnakoli druga, tukaj je ogromno teh različnih negativnih energij povezanih z denarjem, bo človek vedno ustvarjal pomanjkanje. In bolj, ko se bo trudil, bolj, ko se bo boril, da bi zaslužil več, hujše bojo lekcije. Vedno bo večji občutek krivde zadaj, ko nekaj kupi za denar. No, danes imamo zopet odličen čaj, glede na to, da je oddaja Čajanko za dušo. Kakšen čaj danes pijeva? Danes pijeva pa drugačnega kot prejšnjič. Prejšnjič so bile take vrtnice noter, danes je pa čaj za poživitev duha. Se pravi, ta je pa kapa čaj, ta je pa priporočljiv za študente, ki se te dni, pa vse do konca šolskega leta, zelo trudijo, da bi pač, se pravi, poživi, bolj misliš, bolj si tak odprtega duha. V bistvu je predvsem bolj zdrav kot kofein, tako da bolj blago poživi kot kava, ampak učinek je bolj globok in dolgotrajnejši. Ta je pa kapa čaj po tej ajurvedi, zato imam rada take stvari. In tudi pri denarju moramo imeti, bi se reklo, pri intuiciji, ko se odločamo, moramo razločevati, se pravi, moramo še vedno uporabljati zdrav razum, čeprav jaz v programu, ko delam, recimo si pomagamo tudi s takim čudovitim nihalcem, da lahko razločimo. Se pravi, mi imamo nek finančni namen ali pa nek finančni namen je lahko dopust. Jaz sem imela tečajnico, ki ni mogla nadaljevati mojega tečaja, ker je rekla sred poletja, jaz sem prišla Šrilanke in sem čist brez denarja. Vse sem porabila za ta letni dopust. Jaz sem rekla, ti si gospodar tvojega življenja, tvojega denarja. Se pravi, ti si tisti gospodar, ne pričakovati, da te bo kdo to lažil.
Se pravi, mi smo gospodari svojega denarja, svojega življenja in mi izbiramo odločitve. Se pravi, enemu pomeni veliko, da gre na dopust na Šrilanko, drugi pa da vloži, lahko je bilo to naložba ali zapravljanje, ne vemo. Če prideš nazaj z nekimi občutki krivde, da si pol leta garal za to, da si šel za 14 dni na dopust, mislim, da to glih ni dobra izbira. Zato pa je pomembno planiranje in pa organizacija, ne? V okviru svojih sposobnosti. Zelo moraš biti zorganiziran, konstantno moraš slediti. Se pravi, kar je bilo na začetku, pot od tle do tle, je ta GPS-ka nas pelje. Prideš do križišča in ne smeš faliti. Se pravi, kakršnakoli odločitev od začetka do konca je možna. Možno je, da se ustaviš sred poti in ne nadaljuješ in si misliš, recimo pravijo ljudje, kaj se jim prva stvar zalomi v življenju, mi pa ni bilo namenjeno. Ma kako ti ni bilo namenjeno? Recimo, moji tečajnici pade tako nihalo, ki pošljem po pošti, na tla se razbije in že misli, da ji ni namenjen ta tečaj. Samo zgodilo se je. Se pravi, ljudje so postali tudi že malo preveč vraževerni, tako da bi rekla, ne glih za vsak mačji kašelj, rečemo. Vreč puško v koruzo, ne? Ja, obupati, vrš puško v koruzo in pol kriviti usodo, mi nisi namenila in tako naprej. Skratka, v poletnem času prirejate tudi program oziroma poletno šolo, kako z intuicijo do denarja. Malce več o tem mogoče za naše gledalke in gledalce? Ja, prijavijo se na spletni strani omgarden.si. Obrazec je v roku 2 delovnih dni, se pravi, tle so 3 programi, ki jih dajem 2+1 gratis. Se pravi, 2 programa, 1 gratis. Lahko kupijo samo en program, preroška intuicija, potem finančna intuicija in pa manifestacija denarja oziroma polarnost denarja. Se pravi, je pa treba iti po vrsti, lahko kupijo vse 3, 2+1 gratis, lahko pa 1 program, potem, ko končajo enega, grejo drugega, tretjega. Se pravi, delajo pa, kakor hočejo doma. S tem, da v drugi stopni gremo v akaške zapise, to bova pol povedali, v prvi stopni pa ne. Se pravi, intuicija je stvar, ki je lahko na 4. ali pa 5. dimenziji in nad. Oziroma, to je odvisno, od kje dobimo te občutke. Ampak to bova... In tam jih v bistvu vi to vse podučite in naučite in v bistvu razložite, kaj je intuicija in dejansko kako z intuicijo do denarja. Ni pa jim treba nikamor hoditi. Se pravi, to je poslušanje na računalniku ali na mobilu, predavanja so posneta, ne govorim v živo, posnetki so že, zato je to ugodno, zelo ugodno cenovno, ker ni najemnine, ni treba niti meni tam biti, jaz to znanje prodajam, no določene termine pa se le zmenimo, da sem jim na voljo za podporni klic, da se na določene datume dobimo, da se lahko izmenjamo mnenja, da če kdo kaj ne razume, da ima za vprašati. So to brezplačni webinarji? Ne, to je pa druga stvar. Se pravi, ta webinar, ta podporni klic je ena zgodba v okviru mojih tečajnikov, tam jim odgovarjam na vprašanja. Če pa so promocijski brezplačni webinari, pa povem malo več o določeni temi, zato da se ljudje lažje odločijo. Se pravi, ne moreš se odločiti za čaj, če ga ne probaš. Boljše je, da ti nekdo časti. Recimo, jaz sem tu dosti teh čajev po sejmih. Daj probi. In ko proba, lahko šele kupi 3 pakete. Dejansko so res zelo dobri čaji. Ja, dejansko gre se za to, da niso mleti v prah. To je ena stvar, ki zmeljajo čisto vse. Druga stvar pa je, da filter vrečke so škodljive. Jaz ne bi delala slabe reklame, da me ne bo kdo tožil, proizvajalec filter vrečk. Se pravi, mi damo v tole.
Tako da in druga stvar je bakrena posoda. Baker je tudi povezovalno sredstvo in tudi, ko delamo z intuicijo, so lahko še prisotni kristali, se pravi, to je dober medij, prenosnik energij. Imamo lahko tudi druge stvari, se pravi, kristal Akaš ali pa kaki taki, bi se reklo, Herkimerjev diamant. Tudi z kristali lahko v bistvu preko intuicije oziroma izboljšaš finančni položaj. Ja, pomagajo, vse nam pomaga v življenju, ne gre pa nič brez naše akcije. Tako. Je treba sprejeti delovanje po naših zmožnosti. Tako kot pri športu gre. Na začetku delaš 10 sklecov, ti je naporno, potem tih 12, isto naporno, kot jih je bilo pred 10-14, naslednji teden spet postane toliko naporno, kot jih je bilo 10 v začetku. Se pravi, gremo malček čez sebe, ne pa pretiravamo, da se ne preforsiramo, rečemo temu. No in danes sva pripravili za naše gledalke in gledalce tudi domačo nalogo. Kaj sledi? Svinčnik pa papir in tlele je pomembno, da razumete 3 pojme. Če bodite res iskreni sami s sabo, nikomur ne odgovarjate, nihče vam ne bo sodil. Prva stvar, če globoko v sebi čutite energijo, denar ni pomemben. Se pravi, bodite sfokusirani na to idejo. Če mislite, da denar v življenju ni pomemben ali pa ga podcenjujete, energijo denarja, potem imate nalogo, da večkrat mesečno kontrolirate prihodke, odhodke. So ljudje, ki preprosto ni pomembno, dokler je in pol zgine. Sploh pa je nevarno v teh časih, ko plačujemo z bančnimi karticami. Človek ne trpi, ko presloni kartico. Ne trpi. Če pa moraš dati denar, ki ga čutiš v roki, kot energijo nekomu, takole, pa čutiš, bolj trpiš. Sigurno. Ja, s kartico ljudje kar hitro, sploh pa na začetku. Moramo vedeti, da naše duše imajo prvič v našem obstoju stik s plastičnim, virtualnim denarjem. Zato tudi vsi teli NFT-ji, kriptovalute, to je tako novo za našo dušo, da eni, ko pa vem, po dobri karmi zaslužijo takole, drugi pa zgubijo. Dejansko pravimo, da je denar energija. Kako je potem s tem virtualnim denarjem? Začutiti moramo, se pravi, denar je energija in energija gre tam, kamor jo vložimo. Se pravi, mi s to energijo nekaj, mi vložimo neko energijo, dobimo nazaj drugo, se pravi, skuham čaj, prodam recimo čaj, nekdo kupi ta čaj, bo dobil druge vrste energijo, bo dobil fokus jasnih misli, bo dobil voljo do učenja, bo dobil, prečistilo se mu bo telo, dobi druge prednosti. Se pravi, on je zamenjal neko energijo denarja za nekaj drugega. Če človek ob tem čuti zadovoljstvo, da se to uspe in da je to investicija, če ne pa zapravljanje. Zdaj včasih je težko reči, potem je pomembno, se pravi, pri domači nalogi se prvi, eni ljudje pravijo, denar ni pomemben. Malo ljudi to misli in ti so res od plače ali pa od penzije ali pa od sociale polovico časa ga imajo, ostalo gledajo tako, da bo kdo prišel mimo, da nekaj časti. Poznamo take, v vsakem kraju jih je par. Kar sklepi z njega. Se pravi, tak človek naj naredi red in naj poskuša dojeti, da je pomemben denar, če ne te more nekdo drug vzdrževati. Denar ne bi smel obstajati. To je druga skupina ljudi. Tist, ki ima v glavi vse, mogoče ne glih v glavi, bolj iz dna duše, ki prihaja, ma veš kaj, denar sploh ne bi smel obstajati. Ja, ampak kako bi zamenjali, recimo,
kaj pa vem, ti gojiš ovce, jaz krave, ti daš meni 5 ovc, jaz dam tebi eno kravo, a ne, bi bila tam blagovna menjava. Ali pa umetnik, recimo, ki bi hotel, ne vem, kupiti avto, bi mogel enega prisiliti, da kupi 10, 20, 30 tistih njegovih umetnin, recimo. Drugi bi pa rekel, lahko ne. Se pravi, če denar ne bi smel obstajati, kaj bi pa potem bilo, kako bi pa izmenjavali energije, ker denar je najbolj kompatibilna valuta, ne? Se pravi, če to misliš, začni s hvaležnostjo. Bodi vsakokrat hvaležen, da si lahko nekaj kupiš. Se pravi, to je naloga za tiste, ki imajo tale, bi se reklo, blokado, tole omejitev, tale kiks, to je njihova napaka in je treba popravljati. Če denar ne bi smel obstajati, če kdo to razmišlja, potem ne začne izražati hvaležnost. Dobesedno taki skupini ljudi predlagam, da napišejo šolski spis, nek esej, hvaležen sem, hvaležna sem, da si lahko za moj denar kupim hrano. Se pravi, vsakokrat, ko imaš nekaj na mizi, pomisli, greš na pico, vidiš pico, a vidiš, da je za tem testom, da je bila pšenica. A si predstavljaš, da je nekdo, da so pšenico morali posejati in kombajne, vložiti. nekdo je mogel celo te stroje, mahinacijo, vidimo olivo, nekdo je mogel to posaditi, obrati. Se pravi, samo pet nazaj pa poglej, koliko vložene energije je za to, da ti lahko imaš zdajle na mizi pico. Izrazi hvaležnost, da ti, ko plačaš pico, da zaradi tega živijo vsi tisti nazaj, celo kmet, pridelovalec, kelnar, kuhar, picopek, en kup ljudi, celo občina, država, ki dobi davke za to. Se pravi, ti pa se usedeš in ješ in se fajn počutiš in tako naprej. Se pravi, čuti hvaležnost. In te tretja skupina ljudi, ki misli, denar je iluzija. Kako je denar iluzija? A ne zbojim gol brez denarja? Se predstavljaš, da nimaš denarja? Kaj ti krule v želodcu, a je to iluzija? To je resnica. Zame še kako resnica. Se pravi, tisti, ki razmišljajo, da je denar iluzija in da je to kar neki, naj se zavedajo, da smo ljudje tridimenzionalna bitja, da za naš obstoj je nujno potrebno energija. Energija je hrana, bivališče, toplota. Rabimo določeno obdobje, ki ga dobimo za denar. Se pravi, denar ni iluzija. Denar je še kako resničen v našem življenju. In za vse, kar si kupimo in imamo, moramo biti tudi hvaležni. Zelo dobro. Aleksandra, zanimiv klepet, prehitro je minilo pol urce, kmalu se zopet vidiva v naslednji oddaji Čajanka za dušo. Hvala lepa za gostovanje. Hvala. Za naše gledalce in gledalke pa bo mogoče prava investicija v poletno šolo, ki jo pripravljate, kako z intuicijo do denarja, tako da jih mogoče povabite. Ja, se pravi, lahko mi pišete na mail, pošljete message, preberete na spletni strani, se prijavite na brezplačne e-novice, kamor vas bomo prijavili na brezplačni webinar. Kdorkoli kupi katerokoli od 3 knjig, potem tudi dobi brezplačni webinar. Tudi to je za izmenjavo energije, ker jaz na webinarju ne moram imeti 1500-2000 ljudi. Se pravi, nudim brezplačne webinarje. Tistim, ki je pripravljen vsaj eno knjigo kupiti za par evrov, se pravi, jaz zate, ti zame, tako da je tudi tlele neka izmenjava energije. Vsi tisti, ki imajo pa kakšne probleme ali mislijo, da jim nekako ne krene priti do denarja, pa jim tudi lahko pomagate, kako te blokade. Ja, tudi osebno, spletni programi so cenejši, osebni stik si moram osebno vzeti. Se pravi, tle je variant 2, no, ne več, sem hotela reči. Čez poletje je ta šola, potem bo lahko drugo leto ali pa tudi ne, se bom premislila, ne moram obljubiti. Pravijo, da če začutiš, da je to zate investicija,
teh 120, 130, 160 evrov, se pravi različno ceno imajo, vsak program ima različno ceno, moraš pa zmeraj kupiti najprej prvega, da greš pol lahko drugega in tretjega začneš po prvem in pol vidiš. Lahko pa vse tri naenkrat, če mi zaupaš. In vam povem, meni se je to nepopisno dobro obrestovalo in verjamem, da se bo tudi mnogim drugim in se je tudi že mnogim tistim, če bi jaz kaj obžalovala v življenju, sem, da nisem tega znanja imela že precej mlajša. Ampak bolje pozno kot nikoli. Kot nikoli. Ja. Aleksandra, najlepša hvala za gostovanje. Hvala. Kot sem že prej povedala, zopet se kmalu vidimo. Ja, vam, dragi gostje, pa hvala lepa za vašo pozornost in bodite z nami tudi naslednjo sredo v oddaji Čajanka za dušo. Ostanite zdravi in srečno do prihodnjič.